Samo kot en krajši uvod. Oče se je rodil 22. maja 1909 v Zgornjem Porčiču pri Sveti Trojici. Bil je 5. otrok, imel je 22 let starejšega brata Jožeka in 3 sestre, Julko, Faniko in Gusto, ki so pa tudi bile že sposobne za delo. To pomeni, da je bil presenečenje za svojo družino. Tukaj je nekaj fotografij, ki izhajajo v razponu iz obdobja 1926, morda 24. To je tale prva fotografija na levi, ko je zaključil državno deško-meščansko šolo. Naj samo pred tem še to povem. Oče, kot sem že omenila, se je rodil torej v Zgornjem Porčiču, ampak kmalu po rojstvu so se pa preselili na posestvo, ki ga je kupil njegov oče v lenarški občini in takrat, tako kot je sam rekel, se je zavedal samega sebe. Od tam so se selili v Lenart, v Knezerovo hišo, nato pa na Studence. In želim povedati, da vse te domačije še danes stojijo, seveda nekoliko predelane, dozidane, ampak še vedno kot nek spomin na njegovo pot. Mnogokrat me je namreč oče kar tako iz ljubega miru povabil, je rekel, greva na izlet v Slovenske gorice, njegove ljube Slovenske gorice, kot je sam rekel, in mi razkazoval njegovo pot odraščanja. Tako sva torej obredla njegovo rojstno hišo, hišo v lenarški občini in potem Lenartu in tako dalje. No, na teh poteh so se odvijale in pripovedoval mi je mnogo zgodb in moram povedati, da pred leti, ko smo snemali dokumentarec, smo ponovno obredli vse te točke in prišla sem torej tudi na domačijo v tem Spodnjem Porčiču, to drugo domačijo, se predstavila sedanjemu lastniku, hiša je razpoznavna, nekoliko dozidana, povedala sem torej naše namene in hkrati, da sem nekako upravičila ta naš prihod, sem začela pripovedovati, da sem bila leta 67 z očetom tukaj, sprejela sta naju takratni gospodar in njegov sin, ki je bil nekoliko mlajši od mene, in ker se je pa oče takoj zapletel v pogovor, je videl ta sin, da sem ostala nekako sama sebi prepuščena, je pristopil do mene in mi z neverjetno prijaznostjo in tudi s ponosom rekel, pridi, ti bom pokazal naš gozd. In res, lučaj od hiše je bil fenomenalen, mogočen gozd, v katerega sva stopila kot v jamo. Bilo je zatemnjeno, hladno, bila sva obdana z 100-letnimi hrasti in ko sem mu to pripovedovala, je rekel, veste, ta prijazen fantek sem pa jaz. In občutek, ko se srečaš z svojo preteklostjo, pravzaprav se ne da opisati. No, kot sem rekla, tukaj na začetku imamo fotografijo iz leta 26, ko je oče končal državno deško-meščansko šolo. Potem sta fotografiji, to je spodnja in tale sredinska iz časa Zagrebške akademije, verjetno je iztrgana glede na pečate iz nekega dokumenta. Moram tudi to povedati, da v Zagrebu
je takrat študiralo precej slovenskih študentov, ne samo likovnikov, ampak ti študentje so bili med sabo zelo povezani, ne glede na profil izobraževanja. In oče, torej, kot vemo, ni zaključil samo likovne akademije v Zagrebu, marveč se je leta 1948 izpopolnjeval na podiplomskem študiju v Pragi kot restavrator, delno tudi kot scenograf in moram povedati, da ta njegova ustvarjalna sila, namreč v sebi je premogel toliko ustvarjalne sile, da se ni mogel ustaviti samo ob platnih, marveč se je moral izživeti tudi kot scenograf, restavrator in seveda tudi kot pedagog. Naslednja tale pokončna fotografija, ki je odrezana, je iz Starega mostu, to je leta 1938, no naslednja, novejša, že iz leta 1967, ko smo dobili obisk gospe Marije iz Gradca, s katero sta se spoznala v času vojne in je tudi sama bila restavratorka. No, to svoje poznanstvo in sta negovala do konca življenja. No, med fotografijami pa se je našla tudi skica, risba, že na meji karikature. Večkrat sem videla, da je sebe upodobil kar tako na en košček papirja. No, preidemo torej na predstavitev moje mame. Kako sta se z očetom spoznala, je najbolje, da prečitam kar iz monografije, kjer sama opisuje to njuno spoznanstvo. In to je leta poroka mojega sorodnika na Krasu, bratranca Benjamina, naj jo je z Maksom zbližala. Bila bi naj Benjaminova poročna priča v februarju 1955. O pogovoru, kaj bomo počeli med zimskimi počitnicami, je Maks izvedel za moj namen in me vprašal: imaš plašč za tisto burjo? Ni ga bilo v moji skromni garderobi. Podaril mi je blago, topel tvit, v katerem je bila odtkana naklonjenost in ljubezen, ki je naju združila. No, moram povedati, mama je bila dijakinja oziroma učiteljišča, oče je bil njen profesor, no, ampak ob tej priliki, tako kot sama opisuje, sta se nekako zbližala. No, ta prva fotografija je iz leta 1958, kjer mamo še vedno vidimo v tem plašču, ki se ga je dala potem sešiti in vem, da ga je nosila še kar lep čas. Naslednje fotografije so posnete v ateljeju kneza Koclja, ki je bil seveda omenjen že v prejšnji predstavitvi pri gospe Ireni Sapač. Namreč gospod Boris Kristan je bil izreden ljubitelj umetnosti, izredno razgledan gospod in je umetnikom pač pomagal na način, kakor je sam lahko. Torej, očetu je dal v najem atelje leta 1946, tako. To je bilo dvosobno stanovanje, v eni sobi je imel torej svoje delovne prostore oče, v drugi sobi pa Ante Trstenjak. Oče je imel atelje do leta 1963, to je kar eno obdobje 17 let. Marca 1963 pa sta se z mamo preselila v stanovanje na Partizanski cesti,
pritlično stanovanje, tako da predhodno, kot sem omenila, tisto leto ali dve sta živela pa v tem ateljeju. Ja, 60. aprila 60 sem prišla že jaz na ta svet, ampak tu imam fotografijo iz Valdoltre. Namreč zaradi poškodbe roke so mi pri letu in pol dodelili zdravljenje oziroma daljšo terapijo v Valdoltri. Bila sem stara, torej leto in pol, v Valdoltri sem preživela 7 mesecev in tu je pač trenutek obiska. Moram pa povedati, da je name Valdoltra pustila, ne glede na tista res zgodnja leta, kar nekaj utrinkov, še živih utrinkov. Namreč prvo, kar je, so mi takoj odvzeli dudo, takoj sem morala biti brez plenic, to je to. Bila sem edina pokretna v teh sobah na otroškem oddelku in ker so se mi otroci smilili, sem skrbela za njih, jim pobirala vse, kar jim je padalo in tako dalje. No, najbolj kruto je bilo pa to, da niso bili dovoljeni obiski, dovoljeni so bili samo enkrat mesečno, zato da se pač otroci ne bi preveč navezali na starše. In ob tistem prvem obisku ali pa morda ob odhodu, kakorkoli v samem začetku, mi je mama pustila ruto, tako da je ostal pravzaprav samo njen vonj po njej. No, leta 1969 sva pravzaprav vzrok je bil ravno ta poškodba moje roke, ker je oče izvedel, da bi bilo mogoče narediti nek poseg, zdravniški poseg, sva odpotovala v München. V München je bil takrat popolnoma, bi rekla, kot da bi mu odpirali drobovje. Namreč gradili so podzemno železnico, ne. In obiskala sva staro pinakoteko, revežem delila denar na ulici in tako dalje. No, med drugim za spomin, ker sva tudi prvič videla, sva se fotografirala v tem fotoavtomatu in tako je nastal ta triptih fotografij, ki so, moram reči, zelo simpatične, no. Živela sva pa mislim, da sva bila kar dober teden v Münchnu, živela sva pri zobozdravniku Milanu Jandlu. Verjetno se boste pa prej spomnili na njegovo nečakinjo, ki pa je v Mariboru v Slovenski ulici prodajala krompirček. To so družinski posnetki iz leta 70 v našem parku. Bili so načrtno pripravljeni oziroma načrtno smo se šli fotografirati in imam občutek, ne bom trdila, ampak da je to bilo po očetovi prvi operaciji, ko se je pa morda že začel zavedati, da je lahko življenje zelo kratko in takrat smo nekako naredili serijo teh družinskih posnetkov. Ta prvi posnetek je torej pred akvarijem, drugi, kot vidite, pred paviljonom, tretji pa pred stopnicami japonskega vrta, ki je dandanes precej zanemarjen. To je ravno nad bazenom in skulpturo Gabriela Kolbiča, kjer se je živo pretakala tale voda in dala res eno življenje temu delu parka. Mislim, da ker fotoaparata namreč nismo imeli, oče je kategorično zavračal tako tehnologijo in ker z obrazložitvijo, da mu zadošča svinčnik in skicirka.
No, mislim, da smo si takrat sposodili fotoaparat od Remigija Bratoža, ki pa je bil znan tudi po vseh svojih snemanjih z filmsko kamero in bil je eden prvih, ki je sploh imel kamero v Mariboru. No, ampak glede na to, kako je oče zavračal te pripomočke, moram tukaj še omeniti, da je lep čas zavračal tudi nakup televizorja, ampak mama se je nekako čisto po žensko dogovorila za našo posvojeno teto Mileno, ki je delala na Večeru, da torej teta Milena kupi televizor z izgovorom, da doma nima dovolj prostora zaenkrat in da se ta televizor torej prepelje k nam. Taka zelo prefinjena, ne. No, in seveda oče se kaj dosti za ta televizor ni zmenil, saj so naša srečanja in o čemer bom še govorila, bila pri nas doma dovolj dinamična, dokler seveda ni ugotovil, da lahko gleda nogometno tekmo. Potem je bilo pa v naslednjem hipu vse rešeno, šli smo v trgovino, kupili televizor EI-Niš, prodajalna je bila tukaj na Gregorčičevi, kjer je zdaj Optika Kobilica. Tu malo naprej, od gimnazije. Ja, ker sem torej omenila Remigija Bratoža, ki je bil očetov zelo dober prijatelj, ne samo na področju likovne umetnosti, ampak tudi kot glasbenika. Remigij je bil prvi violinist v mariborskem teatru. In seveda tudi preko vsega tega snemanja, namreč kljub temu, da oče sam aktivni ni bil, je zelo podpiral in ga je zanimalo, kaj se dogaja na tem področju, filmskem področju. Smo se dogovorili, da bomo posneli moj prvi šolski dan in ja, mislim, da redko kdo ima iz tistih časov, ne, en tak posnetek. In potem se bomo preselili v atelje na Partizanski 13, to je bil pa njegov, torej očetov zadnji atelje. Midžo je precej potoval, kar je tudi zabeležil na kamero in ob povratku je v svojem ateljeju na Aškerčevi ulici 24 venomer pripravil filmske večere. Vsi smo uživali ob mikavni pripovedi doživetega, še posebej oče, ki je tudi sam precej potoval ali študijsko ali z ljubljansko opero, kjer je deloval kot scenograf, ali zaradi terenskega dela, kjer je ustvaril precej risb in gvašev. Ker tokrat govorim o srečanjih, vsakokratna, temu lahko rečemo že obvezna srečanja, so bila tudi v hotelu Orel po gledališki premieri, kjer so seveda temeljito analizirali predstavo z lastnim gledanjem in doživljanjem, ali večerje prav tako v hotelu Orel na pepelnično sredo, pa v času novega leta, ali občasna nedeljska krajša dopoldanska srečanja v kavarni Astoria. Torej, razlogov za srečanja je bilo veliko. In kakšen je bil oče v družbi? Vedno je držal štimungo, ne glede na temo. Njegovi pogovori so bili dinamični, vehementni, iskrivi, prepričljivi, predvsem pa mnogokrat obarvani s humorjem ali z anekdotami. Običajno se je v duhovito razlago tako vživel, da se je še sam nasmejal do solz. No, tudi ostre kritike ni manjkalo, ob kateri je še ostreje pogledal izpod močnih črnih obrvi.
Oče se je razdajal med toliko različnimi področji in povsod je želel biti popoln. Bil je razpet med slikarstvom, scenografijo, pedagogiko, organizatorstvom, mnogokrat tudi na račun družinskega življenja. Vendar, kadar smo bili skupaj, je bil naš čas intenziven. Tu pa je vhod v atelje na Partizanski cesti 13 v 5. nadstropju. Takrat še brez dvigala. Z očetom, moram reči, sva kar nekajkrat skupaj ustvarjala. Sva si tudi nastavila oziroma je nastavil tihožitje, ki sva ga hkrati slikala, in vem, da me je motiviral, ne glede na to, koliko je bilo to res dobro otroško delo, je rekel: "Veš, pa si boljše namalala kot jaz." In seveda, jaz sem mu vedno vsem verjela in tudi to. Seveda poučevanje barv, mešanje barv, zadaj vidimo, je bilo videti celotno, to je to skupno tihožitje, ki sva ga slikala. Torej, stenska omara, ki je bila prelepljena z samimi reprodukcijami. No, mislim pa, da je to zdaj za zaključek. No, ker smo že pri enih takih družinskih fotografijah, moram povedati, da je naša družina premogla še enega člana, in to je Folkica. Oče je namreč za to Folkico tako zelo skrbel, da smo jo skoraj vsi jemali kot na pol živo. Bila je vedno čista in negovana, in kupil jo je pa novembra leta 1959 od, tako kot sem že prej omenila, Jandlove žene. Jandlova žena Lizelota jo je kupila leta 1956, tako da ni bila ne vem kako stara, in 1959. Pa, kot sem že rekla, oče. Bila je temnomodre metalne barve, tudi ena posebna barva. Tu na prvi fotografiji je pred hišo na Kneza Koclja 7. To je ta del, Irena, verjetno lahko potrdiš, ki je vodil na dvoriščno stran. Spet vidimo, oče pere avto. No, na drugi fotografiji smo pa, mislim, da leta 1967, tik pred mojim vstopom v šolo, na Krasu, od koder pa izhaja moja mama, ampak kot vidite, je pa avto že take grde sive barve. Oče je namreč želel avto na novo pobarvati in je kupil barvo v Avstriji, jo odnesel k ličarju, in ko jo je šel iskat, je ni našel. Namreč v teh dozah ni bila prava barva, bila je siva barva, in si kar predstavljam, kako ga je bolelo, kako je bilo grozno, on občutljiv za barve, da je dobil eno tako temno, sivo, mišjo barvo. Ampak dobro, tako smo potem imeli tudi vnaprej. Vračamo se nekoliko v zgodnejša leta, to je v študijska Zagreba. Kot sem že omenila, so bili slovenski študentje med sabo zelo povezani, ne glede na profil študija. In to je prva stran njegovega starega albuma. Študiral je medicino, potem je bil Franjo Briner, mislim, da je bil veterinar, naslednji Richard Wagner Riki, ki je študiral kemijo, in oče. Naslednja dva ne spadata v ta krog.
In ti prijatelji, ki so se torej spoznali v Zagrebu, so obdržali prijateljstvo, res iskreno prijateljstvo do konca življenja. Namreč v tem času so se preživljali tudi z igranjem v kvartetu Riki, Fiki, Franci, Maxi, vsi izredni glasbeniki in oče je v tem kvartetu igral bobne. Namreč pred samim študijem na likovno akademijo se je oče zelo nihal med glasbo in torej študijem glasbe in med likovno umetnostjo. Kaj ga je torej nagovorilo za slednje, žal ne vemo. No, Riki je imel z njim najpogostejše stike, namreč bil je v Avstriji zastopnik za tekstilne tovarne in je očeta zalagal z najboljšimi platni za slikanje. Leta 1937, zdaj namreč z tem smo prešli na področje prijateljstva, povezovanja, študijska leta in tako dalje in potovanja. No, leta 1937 je oče dobil po končani akademiji štipendijo za podiplomski študij v Parizu na področju slikarstva in tako se je torej ravno v času te svetovne razstave in hkrati tudi mednarodnega pedagoškega kongresa je bival v Parizu. Na drugi fotografiji pa jih vidimo pod ruskim paviljonom. V tem času je oče bival pri gospodu Ogrisku, ki pa je Slovencu, ki je imel založništvo. Med drugim je izdajal tudi turistične vodnike OD in te turistične vodnike pa so likovno opremljali umetniki, tako da jih je ravno preko tega, pravzaprav jim je bil preko tega mecen in omogočil bivanja, študijska bivanja. Izrezek iz tovariša, kjer so leta 1950 razstavljali v Moderni galeriji Pregl, Maleš in pa Kavčič. Ob tej priliki bi želela samo povedati, da je Pregl na tej razstavi izpostavil ilustracijo kot enakovredno slikarstvo in jo je tudi številčno jo je predstavil v mogočnejšem, v večjem številu kot slikarstvo. 25 ilustracij Iliade, 22 slik in te ilustracije so bile takrat prvič predstavljene še pred tiskom v knjigi. No, to je ta povezava. Moram reči, da Pregl, Kavčič sta se spoznala že na Zagrebški akademiji, z Malešem verjetno nekoliko kasneje, ampak so pa obdržali stike tudi vse življenje. Življenje pri nas doma je bilo izredno namreč dinamično. Kot je mama povedala, ali pa sta prirejala srečanja v nekem širšem obsegu najmanj 2-krat letno in v teh srečanjih so se vedno znova in znova k nam prihajali. Torej iz gledališkega področja, tu naj omenim Frana Žižka, njegovo ženo Janjo Bavkart, potem je bil tu Jože Mlakar, igralec, ki je pa žal že leta 1961 pri svojih 51 letih umrl. Bil je Arnold Tovornik, tej skupini so se priključili še dr. Sergej Vrišer, Bogo Tepli,
Potem so bili pa še, moram reči, arhitekti Branko in Ivan Kocmut. Druženje in tudi profili so bili različni, pestri, tukaj je vrelo življenje, mnogokrat je mama kar, v glavnem, ni zmogla več tega in je pustila družbo običajno, v poznih nočnih urah, samo. Ker, kresalo se je mnenj, ogromno je bilo humorja, tudi na svoj lasten račun in, kakor sem rekla, kipelo je. Oče, moram reči, da z ljudmi, s katerimi se je iskreno spoprijateljil, je negoval prijateljstvo res do konca življenja. In ko sem prebirala te fotografije in ljudi, sem občudovala, koliko res dobrih prijateljev, glede na današnji čas, je imel, okoli sebe. Tu je, fotografija iz, borelske kolonije, to so ta druženja na področju, na torej umetniškem področju. V ozadju z leve vidimo, Janeza Šibilo, tale s klobukom, v sredini je Janez Vidic, potem je, Bračič, spredaj pa Oton Polak in pa, oče. Ponovno se vračamo k Richardu Wagnerju, Rikiju, ki sem ga že omenila, namreč v znak prijateljstva in seveda o vsej tej, obojestranski podpori, je oče odpotoval v Linz, torej na njegov vikend, katerega je opremil s poslikavami, pohištva. Tu vidimo, poslikana vrata, potem pa razni, detajli, ki so bili nameščeni na tole pohištvo. Smo torej pri zapisu Gabriela, Kolbiča, ki sem ga pred, mnogimi leti dobila od gospe Kolbičeve v dar in sem ji bila neizmerno hvaležna, kajti v tem zapisu, je dokaj natančno, predstavljena, prva kolonija v Lendavi leta 1954, ko so se je udeležili, Lajči Pandur, Gabriel Kolbič, Ivan Kos, Remigi Bratož in pa, Tošo Primožič in pa, Maks. Tu je kar, naslednje leto so bili pa v Melincih. No, ampak tu so luštno zapisane njihove prigode, njihov način, ustvarjanja in, ob priliki, če boste kdaj imeli možnost, morda bo kdaj na vpogled oziroma v branje. No, te povezave so bile tudi drugačne, to je v Zavrhu pri Bojanu in Martini Golji, ko so znali združiti, dobro, koristno in s prijetnim, koristno s prijetnim, delajo na vrtu, da so si zaslužili dobro kosilo. No, se pravi, druženja so bila tudi, preko teh, pedagoških kolegov, če jih tukaj omenim, Bojan Golja, Lajči Pandur, potem, Korez, Slavko Korez, v glavnem, potem je bil še tukaj, Polanjko in pa Tošo Primožič preko gledaliških, delavnic, kot scenografi, kot amaterji slikarji in, tako dalje. Med vsemi prijatelji in zelo dobrimi znanci je bil tudi,
magister Fran Mineržik, farmacevt, ki pa je bil povezan z očetom tudi preko Rikija, kajti njegova starejša hčera Pija je bila Rikijeva žena. Torej, vse to se je zelo med seboj prepletalo in ko sem spomnim se gospoda Mineržika, ki je bil res še prava dunajska šola, mi je največkrat razlagal, kaj se je v kateri hiši v Mariboru dogajalo. No, za njega je veljalo tudi to, so rekli, da ni dobro, da rdečelaske hodijo mimo njegove lekarne, ki je bila tukaj spodaj, kjer je zdaj, torej na Glavnem trgu, ker jih takoj torej uporabi za razne coprnije, ne. Smo še pri enem prijatelju, ki ga pravzaprav Maribor skorajda ne pozna, in to je Stanislav Ledinek. Stanislav Ledinek je bil filmski igralec, rojen v Lovrencu na Pohorju in je leta 1953 se preselil v Nemčijo, v Berlin, kjer se je res profesionalno do konca svojega življenja ukvarjal z igralstvom, ampak predvsem v filmu. Posnel je, kakor imate to že tudi napisano, več kot 90 filmov in posodil je tudi glas v sinhronizaciji, med drugim v filmu Grk Zorba, Anthonyju Quinnu. In na drugi fotografiji pa vidimo tukaj Bert Sotler in Stanko Ledinek, ki pa sta igrala v tem omenjenem filmu Kazenski bataljon. Stanko Ledinek se je vsakokrat, ko se je vrnil v Maribor oziroma obiskal Maribor, je na vsak način želel obiskati tudi očeta. Leta 1962 sta z očetom skupaj potovala na Sveti Štefan v Črno goro, kajti Ledinek je snemal film in Sveti Štefan je takrat seveda bil dokaj nedostopen in s tem se je očetu ponudila priložnost, da je obiskal, bil ves čas ob snemanju, kar dobre 3 tedne oziroma mesec dni in imel kar dovolj prilike za ustvarjanje na tistem področju. Drugo je pa tale razglednica, ki jo je poslal očetu iz Rima, iz časa snemanja s Campolo. Namreč glavno vlogo v tem filmu je igrala Romy Schneider in tu mu pač opisuje, da se snemanje približuje koncu in da se bo potem spet ponovno oglasil pri nas. Zdaj pa, da ne bom samo govorila torej o teh povezavah po očetovi strani, prišli bomo na naslednjo temo in to so ateljeji. Oče je, kot sem že omenila, imel prvi atelje na Kneza Koclja do leta 1963. Takrat se je moral seliti in dodelili so mu celico v bivšem KPD, torej kazensko-poboljševalnem domu, to je v zaporih, kjer je ostal dobro leto dni. Namreč bil je obveščen, da bodo ta del zgradbe rušili, vendar ni bil pa seznanjen, kdaj se bo to izvajalo. Tako je prišel nekega jutra do svojega ateljeja in videl, da že nekaj sten manjka. K sreči je takrat mu pristopil na pomoč gospod, kolikor se mama spominja, gospod Petelinšek, ki je delal ali na Večeru ali pa je bil preko tiskarne povezan z Večerom
In jaz bi rada kaj več zvedela še o tem gospodu, namreč, ker mu je res izredno pomagal v teh kritičnih trenutkih. No, takrat, ko je prišel ta gospod Petelinšek, se je hipoma našla rešitev, selil se je v drugo celico, pravzaprav celica ni bila več celica, ampak je bila malo večja soba v upravnem prostoru in tam je ostal je ostal vse do leta 67. V tem času, do leta 67 je pisal na vse možne naslove, kjer bi lahko pridobil atelje. In to se je zgodilo končno leta 67, ko so mu dodelili atelje na Partizanski 13, kot sem že omenila. Predhodno je v njem bival Ivan Čobal in v tem ateljeju je ostal vse do konca, do leta 72 oziroma 73. No, problematika iz vseh teh njegovih torej korespondenc in tako dalje vidimo, da je problematika ateljejev bila že takrat navzoča in da ni to samo danes, je pa res, da takrat so se ateljeji kar pridobivali in danes jih pa na žalost izgubljamo. No, v tem ateljeju je bil izredno srečen, bil je atelje tudi grajen kot atelje, to sta bila pravzaprav samo dva ateljeja v Mariboru, ki sta že v sami osnovi bila namenjena ateljeju z tem ogromnim oknom na severno stran in tako dalje. Tu pa smo že v ateljeju Gabrijela Kolbiča. Namreč moram povedati, da sem pa sama imela v življenju z ateljejem neizmerno srečo, kdo mi je pomagal, kako je to, zakaj je to tako potekalo, ne vem, moram se pa iskreno zahvaliti, da je sploh do tega prišlo, ravno Gabrijeli Kolbič in njeni mami, ki sta mi omogočili, da sem nekako nasledila Kolbičev atelje tu na Koroški cesti. Obema oziroma sploh sem neizmerno hvaležna, hvala še enkrat Gabrijeli, ker to je pač življenje, ne, umetnika, če ima svoj delovni prostor. To je posneto leta 1980, ko je bil gospod Kolbič moj prvi mentor pri pripravi na akademijo. Modelirala sem, kot vidite na prvi fotografiji, modelirala sem Štuklja, Leona Štuklja po mavčnem portretu, ki ga je ustvaril ravno Kolbič. In to je bil moj prvi relief, ampak se mi zdi iz današnjega časa, da je kar v redu izpadel. No, tako da te zgodbe z Kolbičem, Maks, potem jaz se kar neprenehoma prepletajo. In saj te bomo morda potem omenili, eno anekdoto. Jaz mislim, s tem sem zaključila en tak res blazno bogat pregled našega življenja in moram reči, da vse to kipenje in bogastvo, ki sem ga doživljala v domu,
je bilo eno tako bogatstvo in izhodišče za mojo pot, da sem zelo hvaležna vsemu, kar sem pač lahko doživela v mladosti. Predala bi besedo torej Bredi pri zadnjih fotografijah. Ja, Metka, hvala. Hvala.